vse spoštovane sponzorje, predstavnike tiska in ne nazadnje producente, ki pa so pripravili program tega našega festivala in katerim gre za res velika zasluga, da event je takšen, kot je. Dovolite mi na začetku, da predam besedo, lahko rečem, tudi našemu največjemu sponzoru, pravzaprav, županu mesta Maribor, gospodu Francu Kanglerju, ki bo v tej priložnosti spregovoril nekaj besed. Ne znam si predstavljati festivala Event brez vas. Tisti, ki kakorkoli kreiramo lokalno politiko v tem mestu, se zavedamo, da brez dobrega gospodarstva, brez dobrih podjetij, brez tako imenovanih vseh akterjev, ki sooblikujejo z nami vsakodnevno življenje ljudi v tem mestu, ni takšen dogodek, kot je festival. Seveda festivala Event tudi ne bi bilo, če ne bi ob samem festivalu ostali tudi mediji. Glede na to, da mesto Maribor uspešno kandidira za kulturno prestolnico leta 2012. Leta 2014 bomo prizorišče zimske brzjade. Sem prepričan, da je potrebno napeti v tem mestu vse sile, podkrepiti vse možnosti, ki so kakorkoli imenovane in čim bolje izpeljati festival Event v tem mestu. Spoštovani kolega Gogo, jaz sem zelo vesel, da nam uspeva festival Event iz leta v leto izpeljati na takšen nivo, da je primerljiv za marsikateri evropski festival. In ta festival daje velik pečat in velik zagon za našo kandidaturo za kulturno prestolnico. Iskrena hvala. Želim ti vse dobro, tebi in vsem podpisnikom današnje pogodbe. Želim si, da bi skupaj ustvarjali, predvsem pa kreirali prihodnost tega mesta tudi na področju kulture. Hvala. Najlepša hvala. Vidim, da sedim pravzaprav med nekaterimi starimi prijatelji, med nekaterimi, ki pa to najverjetneje bodo še postali, kajti naši partneri, naši sponzori so seveda skozi ta čas druženja postali tudi naši prijatelji. Ko je bilo govora o denarju, imate tako dobre številke, da lahko s tem denarjem Narodni dom preživi tudi čez vso leto? Zelo odvisno, torej včasih nam nekaj denarja ostane, včasih ga uporabimo do konca. Težko o tem govoriti, o teh številkah bomo povedali seveda kaj več po festivalu, takrat, ko bomo potekli na črto, bomo videli, kaj pomeni. Zelo dosti stroškov je tudi nepredvidljivih, če je več dežja, moramo seveda dobimo manj prometa in neprimerno več izdatkov, tako da težko govorimo, upajmo, da bo kaj ostalo, ker zaradi tega smo si na koncu tudi festival Event izmislili. Maribor je malo mesto, tako zdi se, da bi vsak moral biti poleg, pa okoli sponzorjev. Pogrešate še koga? Pogrešam marsikoga, upam, da se bodo v prihodnosti ti sponzori seveda pojavili. Je pa zelo odvisno. Sponzori tisti, ki seveda v tem, kar mi počnemo, če vidi posel, potem opisu, če v tem ne vidi posla, če ne vidi možnosti svoje promocije, potem ga pač žal ne bo. Pogrešam pa mogoče malo več donatorjev. Donatorji so pa tisti, ki za svoje prijaznosti pomagajo neko stvar, po kateri je mesto prepoznavno seveda spraviti na plano in če tudi nekdo ni sponzor, bi mogoče lahko to svojo družbeno odgovornost ali pa prijaznost izkazal skozi donacijo. Čeprav malo simbolično, važno je, da na ta način vidimo. Koliko kondicije imate vi za podpise teh pogodb, recimo, kakšne gore bi lahko podpisali, danes vseeno bo nekaj, ne? Jaz bi glavno podpisoval celi dan, to boste brez skrbi zaradi tega, ker to je eno prijetno opravilo in mislim, da v prihodnosti bo teh opravil vse več. Razen, če se bo našel nekdo, ki bo pa potem seveda poplačal vse, ampak je to težko verjamem, mi smo berlinska filharmonija, ki bi z enim sponzorjem. Gospod Rukavina, kdo je zvezda, ki bo zamenjala Cesarijo Evoro? Torej, Cesarijo Evoro iščemo še zamenjavo, v zadnjem momentu je zelo težko seveda najti in v najkrajšem času boste dobili to informacijo, pogovarjamo se z nekaj ljudmi in žal v tem momentu še ne bomo.
Po festivalu Lent oddih, na to pa festival Maribor, lahko še kakšna kratka napoved za ta dogodek? Torej, festival Maribor je zanesljivo drugi največji zalogaj, ki ga opravimo v letu dni in praktično vse stvari so že nekako pod streho, razen manjka nam še nekaj denarja, upam, da bo občina pri tem seveda pomagala, da bo država pomagala in pogovarjamo se tudi, upamo, da bo zaradi tega, ker bo šlo za en, lahko rečemo, edinstven dogodek, ki najbolj obeležuje leto medkulturnega dialoga v tem letu v Sloveniji, da bo tudi predsednik vlade pristal na častno pokroviteljstvo tega festivala. Napovedali pa ste tudi dosti avstralskih turistov? Tako je, mislim, da jih je napovedali že okoli, torej, da so tisti, ki so potrdili, jih je med 100 in 150 in to nas še posebej. Kaj navezava avstralski turisti Mariborski festival? Navezava je njihovo living treasure, njihovo bogatstvo, to je Richard Odneti, ki je seveda umetniški vodja našega festivala in Avstralci ga spremljajo po vsem svetu, on ima tam rang, torej skoraj da lahko rečemo pol božanstva, no zaradi tega tudi prihaja.